Z moje strani. Kot smo že včeraj javnost obvestili o tem neljubem dogodku, vas samo seznanjam, da smo bili 25. oktobra okoli 02:30 ure obveščeni na našo policijsko upravo o huje poškodovanem moškem na Rozmanovi ulici v Novem mestu. Na kraj je bila takoj napotena policijska patrulja. Na kraju so policisti našli huje poškodovanega 48-letnega moškega. Skupaj z občani, ki so bili takrat na tem delu, so poskušali oziroma izvajali reanimacijo oziroma oživljati vse do prihoda nujne medicinske pomoči. Potem je bil poškodovani moški odpeljan v splošno bolnišnico v Novo mesto, kjer je zaradi hudih poškodb zvečer, v večernih urah žal umrl posledicam poškodb. Takoj po tem dogodku je stekla intenzivna kriminalistična preiskava. Začel se je ogled samega kraja dogodka, zbiranje obvestil in vsa druga nujna preiskovalna dejanja. Tudi takoj smo v to zadevo vključili vse zavarovalne sledi, nacionalni forenzični laboratorij za preiskavo sledi zavarovanih na kraju in v nadaljevanju smo z vsemi analizami teh zbranih obvestil in pa podatkov, posnetkov in vsega ostalega uspeli identificirati v zelo kratkem času tekom dopoldneva storilca tega kaznivega dejanja in ga tudi uspešno tekom dopoldneva izsledili, prijeli in mu vzeli tudi prostost. Trenutno gre za 21-letnega moškega doma iz območja občine Šentjernej. Zoper njega bomo podali kazensko ovadbo za povzročitev posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, za kar je zagrožena kazen za to kaznivo dejanje od 5 do 15 let zaporne kazni. Moram vas pa seznaniti, da tudi v tistem večeru, v tistem dnevu sta bili na tem delu javnem kraju pred tem lokalom izvedeni tudi že predhodno 2 policijski intervenciji, ampak zadeve se ne prepletajo s tem neljubim dogodkom. Tako da tudi v tistih prejšnjih primerih imamo identificirane združbo teh ljudi in pa tudi oškodovance. Trenutno se te oškodovanci ne strinjajo s kakršnimkoli kazenskim pregonom, imajo pač možnost 180-dnevnega roka in potem v vsakem primeru pa mi vodili prekrškovni postopek zoper te navedene osebe. To bi bilo z moje strani. V tem prvem tragičnem dogodku preiskujete eno osebo ali morda še kakšno drugo osebo in pač kaj veste, kdaj bo ta glavni osumljenec, zoper katerega boste vložili kazensko ovadbo, pripeljan pred preiskovalnega sodnika, je že bil, še bo? Na podlagi vsega tega pregledanega, analiziranega je bilo ugotovljeno, da gre za enega osumljenca, definitivno pa še preiskujemo intenzivno in zbiramo obvestila, pregledujemo vse možne, kar je videoposnetke. Vkolikor se še pojavi kakršnakoli druga oseba v tem, bomo tudi njemu odvzeli prostost, vendar trenutno po vseh teh res intenzivno opravljenih analizah ne kaže na to. Bomo pa tega osumljenca, trenutno potekajo tudi nujne preiskovalne dejanja zoper njega na njegovem domu, bomo pa v skladu z dogovorom preiskovalne sodnice in pa tožilstva se dogovorili terminsko in ga tekom naslednjega dne, ko bo vse dokončano, privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu. Kaj je bil pa povod? Povod po vseh zbranih obvestilih nekega motiva oziroma povoda ne moremo definirati, bilo je pa čisto naključje ko so te osumljenci stopili iz lokala, je navrglo nekaj besed, bil je hitro izveden udarec,
Ta gospod pokojni je padel v znak po tleh in osumljenci so se razbežali v smeri Marofa in potem smo po uspešni preiskavi uspeli identificirati tega osumljenca, ki smo ga tudi pridržali. In je še vedno v policijskem pridržanju na policijski upravi Novo mesto. Še jaz imam eno vprašanje. Drugi dve žrtvi, ki sta bili prej nenapadeni, pa pravite, ne želita v nek kazenski pregon. Kaj je po vaše razlog? Zdaj, lahko bi rekel, to je čisto njihova osebna odločitev. Mi bomo skladno zakonodaje naredili vse, da ukrenemo vse zoper te storilce ali kaznivega dejanja ali pa prekrška, kakorkoli. Ali se žrtve morda bojijo maščevanja? V tej smeri ni nihče dal izjave, ampak dejansko to je njihova osebna odločitev. Da ne bi bilo dilem, dvakrat ali trikrat ste rekel osumljenici Šentjerneja, niste pa povedal in vas sprašujem, je predstavnik romske skupnosti. V tem delu vam ne morem govoriti o tem, ker mi pač, ko se zgodi tovrstno težko kaznivo dejanje, mi pač preiskujemo vsakega, ali je to ni pomembno, ali je to tuj državljan, ali je to pripadnik več etnične skupnosti, pač policija naredi vse, kar je potrebno za izsleditev in tudi sam epilog tega kaznivega dejanja, da pride do zaključka postopka. To sem vas zato vprašal, ker zdaj praktično že 48 ur je povsod, da je skupina Romov kriva za smrt tega 48-letnika. Zato vas to sprašujem. Vas popolnoma razumem, ampak mi pač v teh zadevah ne opredeljujemo storilce po več etničnih skupnostih, niti po narodnosti. Tako da vam na tem mestu tole zelo ne morem odgovarjati. Ali ima storilec zgodovino kaznivih dejanj? Storilec v času polnoletnosti kazenske evidence oziroma da bi kakorkoli bil z naše strani procesuiran, ne. Je pa bil kot mladoletnik, bil evidentiran za kazniva dejanja nekaj premoženjske, je pa tudi za dve kaznive dejanja z elementi nasilništva. Lahko govorim za neko prav kaznivo dejanje nasilništva in pa nek spolni napad za osebo mlajšo od 15 let. Vendar to je bil obravnavan takrat, ko je bil še mladoletnik. Jaz bi samo glede poteka dogodka še vprašala, kdo in kdaj je poklical policijo, a je bilo to že prej neko prepiranje, je bila policija klicana šele po tem udarcu in padcu? Glede tega, točno tega dogodka je bilo po storjeni zadevi klicana po tem dogodku neposredno obveščena policija s kraja. Torej ni bilo že prej tam neko dogajanje, prepiranje? To je bilo po udarcu in poškodbah. Lahko še za vaše ime pa primet, prosim. Jaz sem Matjaž Štern, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije v Novem mestu. Hvala lepa. Tudi vam. Lep pozdrav. Štern, Matjaž.